V letu Josipa Jurčiča pa se bomo spominjali še enega jubileja. 160-letnice rojstva slikarja Ferda Vesela, ki je del svojega življenja prebival v naših krajih. Jurčiča in Vesela povezuje predvsem njun pomemben prispevek, ki sta ga vsak na svojem področju ustvarjanja dodala k slovenski kulturi in umetnosti. Povezuje pa ju tudi območje današnje ivanške občine, na katerem sta živela, čeprav se njune poti nikoli niso srečale. Ferdo Vesel je grad Grumlov, ki se nahaja v okolici Šentvida pri Stični in katerega ostaline so vidne še danes, kupil leta 1901, 20 let po Jurčičevi smrti. Grumlov je bil v času Veselovega bivanja sidrišče za številne kulturnike in intelektualne osebnosti prve polovice 20. stoletja. Področje slikovite dolenjske pokrajine, motivi z gozda za graščino in gobarjenje so bili neustavljiv navdih in strast, ki ju je Vesel prelival v svoja umetniška dela. V času njegovega 44-letnega bivanja na gradu so nastala številna likovna dela, ki slavijo življenje in svetlobo, ljudske običaje in folkloro, upodabljajo drevesa, potoke, gobe, zimsko krajino in sneg. Nekatera dela iz bogatega Veselovega opusa hrani Narodna galerija v Ljubljani. Veselova dela iz stalne razstave in zbirk Narodne galerije nam bo predstavil umetnostni zgodovinar in muzejski svetnik dr. Andrej Smrekar. Ferdo Vesel sodi v drugo generacijo slovenskih realističnih slikarjev. Rojen je bil v Ljubljani, Poljanskem predmestju, kot najmlajši od 4 otrok, manj premožnih staršev. V 5. gimnaziji je šolanje opustil in se vpisal na Dunajsko akademijo. Ob pičli podpori kranjskega deželnega odbora je moral že tedaj slikati kopije po znamenitih delih iz cesarske zbirke za domače naročnike, da je lahko študiral. Leta 1884 se odpravil v München, kjer sta že bivala Ivana Kobilca in Anton Ažbe. Vpisal se je v specialko Ludvika von Löfca. Njegovi študenti namreč so običajno dobili ateljeje na akademiji. Ko pa je Ažbe odprl svojo zasebno slikarsko šolo, je slikal pri njem. Tam je srečal tudi Richarda Jakopiča. Veselova prva pomembnejša dela ga družijo z Ivano Kobilco, kot priča študija za sliko likarice. Sicer pa tudi v Veselovem zgodnem opusu, tako kot pri Kobilci, prevladujejo karakterne glave ženskih in moških modelov. Deček s kučmo je žanrsko in humorno zasnovana slika otroka, ki si je na glavo poveznil kučmo odraslega človeka. Podobno kot Kobilčina Kofetarica, tudi deček s kučmo razodeva Lembachovo estetsko normo, ki je tisti čas obvladovala uradno münchensko slikarstvo in je temeljila na tradiciji holandskega slikarstva 17. stoletja. Tonalna paleta in zlata Rembrandtova svetloba sta zadolženi Francu von Lembachu, portretistu münchenske visoke družbe, medtem ko impasto, to pomeni obilen barvni nanos, in osamosvojena slikarska poteza izhajata iz realistične tradicije Leiblovega kroga, ki je v Srednji Evropi že okoli 1870. leta vzpostavil stik z Gustavom Courbetjem in barbizonskimi slikarji. Slika Prijateljici je verjetno nastala leta 1890. Med prekinitvijo študija leto poprej je Vesel nekaj mesecev preživel pri prijatelju Niku Sadnikarju v Črnomlju. Sadnikar je Vesela že prej navdušil s svojo zbirateljsko strastjo do antikvitet in etnografskega gradiva. Navdušil ga je tudi za fotografijo. Ni izključeno, da je tu Vesel porabil fotografsko predlogo. Dekleti sta postavljeni v neopredeljiv prostor pred steno hiše. Slikar se je to pot spoprijel s simulacijo naravne luči, kot jo je lahko videl pri slikarjih Maxu Liebermannu in predvsem Fritzu von Udeju. Slikarska poteza pa je precej bolj sproščena, skoraj improvizirana, manj obremenjena s konstrukcijo telesnosti, ki jo prepušča sugestivnosti. Slepe miši je zasnoval leto pozneje.
Meščanski žanr je prenovil Fritz von Ude s slikami interjerjev, v katerih je uporabil naravno svetlobo in pogosto tudi pogled skozi okno. Ferdo Vesel je slikarsko problematiko radikaliziral z uporabo nasprotne svetlobe, ki prizorišče opredeli z močnimi kontrasti svetlobe in sence. Takšen način je postal posebne vrste izziv tudi v tedanji fotografiji. Usmiljenka je domnevno Veselovo diplomsko delo, ki ga je razstavil leta 1893. Po ambicioznosti formata in snovi izstopa iz njegove dotedanje produkcije. Tako kot žanrske slike predhodnih let nam odkrije slikarjevo zasledovanje sodobnih umetnostnih struj v Münchenski secesiji, v katerih so se uveljavile simbolistične tendence, poosebljene v delih Franza von Stucka. Svetloba je v sliki sicer izjemno pomembna sestavina, vendar z njo slikar dramatizira prizor z ranjenim bolnikom, ki ga usmiljenka hrani. Prvotno je Vesel sliko poimenoval žrtev. Simbolistično pojmovanje vloge svetlobe nam je slikar sam razodel tudi v pripovedi, kako sta z Jakopičem v angleškem vrtu v Münchnu slikala ponoči ob svetlobi acetilenskih svetilk. Leta 1896 se je zaposlil kot učitelj risanja na ljubljanski realki in na obrtni šoli, vendar pri tem delu ni zdržal. V Münchnu je še pred vrnitvijo skušal odpreti zasebno slikarsko šolo. Tedaj je spoznal angleško študentko Jessie Case, s katero se je leta 1897 poročil v South Kensingtonu v Angliji in se nato 2 leti potikal po Evropi. Preko Pariza in Švice se je namenil do Neaplja, bival nekaj časa v Rimu in nato v Benetkah, kjer je kot prvi med slovenskimi umetniki razstavil na 2. beneškem bianalu. V tem času je zasnoval nekaj ambicioznejših simbolističnih kompozicij, prav na začetku pa je verjetno nastal portret Jessie Case, ki nam jo predstavi kot usodno žensko. Vesel jo je upodobil nekoliko zastrto, v frontalnem položaju, iz katerega strmo meri gledalca. Prvič se v njegovi sliki pojavi kombinacija oljne tehnike in Rafaeli kret, ki jih je Vesel poslej vse pogosteje uporabljal. Drugačnost željenega portreta nam pomaga razumeti portret dečka iz leta 1899, kjer je slikar podobo zgradil s povsem realističnimi sredstvi. Prijateljstvo z Jakopičem ga je pripeljalo v klub Sava, s katerim je razstavljal na prvi jugoslovanski umetniški razstavi v Beogradu leta 1904, kjer se je spoprijateljil s slikarko Nadeždo Petrović. Krajina je postajala vse bolj pomemben žanr v Veselovem opusu, vendar je imelo njegovo druženje z mlajšimi slikarji praktične razloge in ne idejnih. Brzica je nastala v Sičevački klisuri leta 1905, ko se je udeležil Nadeždine jugoslovanske kolonije. V njej vidimo Vesela, ki na vrhu impresionistične faze zgodnega modernizma pri nas vztraja pri realistični opisni paleti in konstrukciji ekvivalenc. Z impresionistično optično transformacijo motiva se nikoli ni sprijaznil. 10 let poznejša slika Potoček nas o tem povsem prepriča, čeprav nekoliko bolj razvezani gestualni izpeljavi, ki poudarja ekspresivno-dramatični vidik podobe. Ferdo Vesel je bil med Prvo svetovno vojno interniran kot politično nezanesljiv človek, očitno zaradi prijateljevanja z Nadeždo Petrović in razstavljanja na jugoslovanskih razstavah. Po vojni je slikal predvsem portrete in nekoliko manj krajine manjših formatov. Ambicioznejša slika iz leta 1918 je Tihožitje s klobasami in pijačo. Je morda slučaj, da je podoba obilja nastala v letu največjega pomanjkanja? Sijajna horizontalno razširjena kompozicija je eden najboljših primerov vitalnosti realizma in njegove prepričljivosti tudi v tako poznem času. Vogal mize skoraj štrli slikovne površine, proti zadnjem planu stene s prosto lebdečim tapetnim vzorcem pa se ostrina predmetov izgublja in preide v povsem optično prikazen,
za strto sivo kopreno. Ferdo Vesel se je kot slikar oblikoval v času spremembe paradigme v zahodni kulturi, ki je mimetično slikarstvo nadomestila s slikarstvom ekvivalenc. Slika ni več iluzija prizora iz sveta, temveč je njegov ekvivalent, samostojna realnost. Zato načina izvedbe slike ni treba več skrivati. Pri tem pa se razpre možnost izražanja avtorjeve osebnosti in njegovega temperamenta, ki so jo kritiki odčitavali v slikarski potezi in barvni kompoziciji. V 20. stoletju je postala to zahteva po izumu lastnega sloga, to je osebne prepoznavnosti. Vesel je kljub spogledovanju s simbolizmom, druženju z mlajšimi slikarji in eksperimentiranju s slikarskimi sredstvi realistična načela v slikarstvu negoval do konca.